Že tukaj Valentin. Danes bom spregovoril nekaj o prijateljih. Prijatelje imamo kot neke osebe, za katerimi se družimo, pogovarjamo, zabavamo, nekateri tudi popivajo, drogirajo, ženskarijo. Skratka, z prijatelji se prijetno počutiš in zato se jim reče prijatelji, ker prijajo, so prijetni. No, ampak če pogledamo, kakšna je vsebnost ljudi, ki so naši klasični prijatelji, lahko vidimo, da so to osebe, ki nas nekako sprejemajo takšne, kot smo, ki se ne vtikujejo kaj dosti v nas ne želijo spremeniti in tudi mi njih nič kaj dosti ne želimo spremeniti, ker nam čisto ustrezajo, da so takšni, kot so. No, v procesu osebne rasti ali notranje preobrazbe pa je zelo pomembno, da se družiš z ljudmi, ki imajo določene značilnosti, tako da ti pomagajo presegati svoje lastne miselne in vedenjske vzorce. In takšne interakcije so pogosto oziroma običajno neprijetne, ker pritiskajo na določene vzvode, pokažejo določene tvoje lastne miselne vzorce, ki jih imaš v sebi. Ampak taki prijatelji so nujni za to, da se naredi nek napredek. Kajti, če se družiš samo z ljudmi, ki ti prijajo, ki te pustijo na miru, potem se nič kaj dosti ne spreminjaš in greš celo življenje skozi neko življenjsko zgodbo, ker ohranjaš eno in isto osebnost in zapravljaš svoje potenciale za osebno rast. Zato predlagam, da pogledate ljudi, ki v stiku z vami povzročajo v vas neke čustvene reakcije in naj bojo to priložnosti za to, da pogledate, kakšna prepričanja imate v sebi, da potem v stiku z temi ljudmi čustveno reagirate. Kajti, cilj je doseči stanje, ko si lahko s komerkoli v bližini, da se s komerkoli pogovarjaš, ne glede na to, kakšen ton glasu ima ta človek, kakšne besede uporabi, kaj ti reče, ti pa si notranje, čustveno, energetsko stabilen. Torej, to so preizkušnje življenjske. Seveda, to ne pomeni izpostavljati se ljudem, ki imajo neke vzorce zastraševanja, ki te podcenjujejo, ki te zaničujejo. Kajti pomembno je tudi glede osebne rasti, da take ljudi podpreš na ta način, da kategorično ne dopustiš takih škodljivih odnosov, ampak da če ima neka oseba nekaj konstruktivnega za pripomniti, da pokaže na nek tvoj miselni ali vedenjski vzorec, ki ti ga konstruktivno reflektira, da ti pokaže
kakšne vzorce, kakšne misli imaš v sebi, za katerimi se razdvajaš od realnosti v tem trenutku. To so prepričanja, ki so iluzorna, nerealna, razne polarne definicije. Taki komentarji in kritike pa so zelo koristne za osebni razvoj. Zato recimo jaz nimam teh klasičnih prijateljev, za katerimi bi se družil, in jih tudi nočem, ker bi taki prijatelji samo sabotirali moj osebni razvoj in napredek. Rad se družim z ljudmi, z osebami, ki so prav tako v podobnem procesu kot sem jaz, v procesu samoiskrenosti, ozaveščanja podzavestnih miselnih vzorcev in samoodpuščanja, da drug drugemu reflektiramo svoje omejitve in da na ta način lahko čim bolj hitreje napredujemo na tej, lahko tudi rečemo, duhovni poti. Vabim vas, da se nam pridružite tudi vi, če želite pospešiti svoj proces notranje preobrazbe. Imamo številna druženja preko interneta in osebno in vsakega smo veseli. Hvala lepa in nasvidenje.